Lep pozdrav, moje ime je Melanie Grudnik in sem vodja generatorja Domžale. Med nami z veseljem pozdravljam in predstavljam Niko Pengal, eno izmed zmagovalcev generatorja oziroma štarte Domžale. Na kratko bi vam par besed povedala o naši Niki. Nika nas je mene tudi kot ena izmed članov komisije generatorja Domžale je prepričala ne samo svojo strastjo do čebel in strastjo do narave, predvsem pa svojo inovativno idejo medeničji gumi čubi. Ko je stala pred menoj, sedaj že pol leta nazaj, se spomnim takrat, ko smo njej, tako kot vsem bodočim mentorirancem oziroma kandidatom na finalni predstavitvi štarte Domžale nudili mentoriranje pri predstavitvi, se spomnim takrat, kako je bila nesigurna vase. Sigurna je bila v tem, da ljubi čebele, da je čebelarstvo nekaj, kar je samo njeno, kar želi opravljati do konca življenja, s čimer se želi ukvarjati. Ni pa bila sigurna v tisto svoj del podjetniške poti, ali je z pravega testa za podjetnico. Ampak hkrati pa je bila prepričana vsem svojim srcem iz globine, da je medeničji gumi čubi nekaj, kar je dobrega za nas, kar je dobrega za naše otroke. Da ne bom dolgovezila, bi dala besedo Niki in sicer najprej, če te lahko vprašam, kako si sploh izvedela za ta program oziroma te dogodke, generator štarte Domžale. Kaj te je pripeljalo, da si zmogla tisti pogum, da si se prijavila? Ja, na začetku niti nisem vedela čisto zares, kaj sploh je startup, kaj se v Domžalah dogaja. Odšla sem nekega deževnega popoldneva pravzaprav na Rašico, kjer sem spoznala nekega pohodnika in me je vprašal, kaj delam v življenju. Malo sem bila presenečena nad tako direktnim vprašanjem in sem mu povedala, da sem čebelar, da sem apiterapevt in ga je jasno zadeva takoj začela zanimati. Ja, pa je rekel, a pa ti veš, da se v Domžalah zdaj dogajajo ti startup dogodki, štartaj Domžale in mogoče bi pa ti šla tja in se predstavila. Pa sem rekla, kaj pa lahko izgubim. In potem sem se pojavila na teh delavnicah in mi je bila zadeva zelo zanimiva, zato ker nikoli nisem nobene podjetniške ideje čisto zares slišala, nikoli nisem spremljala niti na televiziji lansko leto, ko se je dogajala Štartaj Slovenija. Preprosto, ker sem v naravi in ker premalo gledam mogoče televizijo na trenutke. In ja, potem sem rekla, kaj lahko dejansko jaz pripomorem k temu. Nisem verjela v zmago ali pa da bi lahko jaz nekaj dosegla tam, ampak sem pa verjela v to, kar počnem, sem verjela v naravo, sem verjela v čebele in sem verjela v to, da je treba ljudem, če drugega ne, predstaviti, kaj to je čebela, kaj to je apiterapija in kaj je pravzaprav dobrega od vsega tega za ljudi. In moj cilj je bil samo, da čim več ljudi zve za apiterapijo. Nika, ti si diplomirana dedovščinarka. Od kod ljubezen do čebel? Kje si srečala čebele? Kdaj in kako je padla odločitev, da želiš postati čebelarka in da je to nekaj, s čimer se želiš ukvarjati vse svoje življenje? Ja, ravno to, ker sem diplomirana dediščinarka, nisem dobila službe v svoji smeri. S fantom takratnim sva živela skupaj, on je imel službo, jaz sem službo iskala. In v tem času sem veliko časa preživela z njegovim očetom, ki je bil čebelar. In v bistvu pri vsej tej slabi volji, iskanja, kaj bi počela v življenju, kako bi se preživela konec koncev, sem veliko časa z njim preživela in mu pomagala pri čebelah in ugotovila, da preprosto mene čebele pomirijo, da sem jaz drug človek, kadar sem z njimi in me je
v bistvu ta strast do čebel gnala naprej potem, da sem ugotovila, kaj želim delati in iz tega narediti nekaj več. Kot sem dejala, člani komisije si prepričala svojo inovativno idejo Medeni čebumi in postala ena izmed stanovalcev coworking prostora Generator. Ampak takrat se je pa tvoje delo šele začelo, kaj ne? Ja, res je, ja. Takrat je šlo moje čebelarsko delo. Se je malo bolj osredotočilo na enega od čebeljih pridelkov, to je vosek in pa med. V bistvu kot apiterapevt sem se seznanila z vsemi čebeljimi pridelki kar do potankosti in vem, zakaj je kateri od čebeljih pridelkov blagodejen za človekovo zdravje. In medtem, ko recimo točimo med, odkrivamo poklopce satja, voščene poklopce in to nenehno žvečimo. Potem, jasno, pač kot apiterapevt vem, kakšne so sestave voska, medu in kako to blagodejno vpliva na naša dihala, na parodontozo, na karies, na ustno votlino, na sinuse. In sem si rekla, zakaj ne bi iz tega jaz naredila zdaj nek produkt, naj bo to čegumi, ker se pač žveči. Ni to tak čegumi, da se delajo balončki, ampak preprosto se žveči in blagodejno vpliva na ustno votlino in pač zgornja dihala. Ja, predstavila sem zadevo pri vas na Generatorju in pač zmagala s tem. Zdaj se je pa začelo. Sedaj lahko iz prve roke poveš, kako dolga pot je od prave ideje, od prve ideje do prave ideje, kaj ne? Ja. Ko sem omenila, da se je tvoje delo šele začelo, če konkretno poveva, kako si začela razvijati, oziroma smo skupaj, jaz kot mentor, ti kot mentoriranka, smo skupaj sodelovali pri razvoju tvoje podjetniške ideje. Kateri so tisti izzivi, s katerimi si se že na začetku srečala, kar se tiče medenega čebumija čubija? Kaj si se naučila? Naučila sem se veliko stvari, ne? Zdaj od tega, da je treba poznati zakonodajo, do tega, da pravzaprav še vedno ne vemo čisto točno, a gre pri tem medenem čebumiju za prehransko dopolnilo, za hrano, za pogoje, v katerih lahko jaz to pridelujem, predelujem in tako naprej. V bistvu jaz kot čebelar sem zadevo zapakirala tako, kot jo vedno zapakiramo v kozarc, steklen kozarc, jemlje se ven z leseno žlico in tako naprej. Ampak to za potrebe trga recimo ni okej. Je treba zadevo zapakirati. Soočati sem se začela z različnimi embalažami, Jaz sem nekako človek, ki bi rad bil čim bolj z naravo, ki bi rada čim manj onesnaževala okolje. In v kakšno embalažo zdaj ta čegumi zapakirati? Potem, kdo bo to delal? Kje bo to delal? Kakšni so pogoji sploh za proizvodnjo kot tako? In sem ugotovila, da lahko cele dneve delam voščene kroglice. Lahko na kratko pišeš korake, recimo kako je izgledalo testiranje, ko smo testirali, ko smo razvijali teksturo medenega čebumija čubija, kakšni so bili postopki, da bodo mogoče naši gostje videli, kako to poteka v start-up fazi oziroma stand-up fazi, ko je posameznik nekako deklica za vse in se mora znajti, s čim manjšimi resursi doseči čim večje rezultate. Ja, predvsem to, da je čim manj vložka. Jaz sem pobrala to, kar sem lahko pobrala od čebel, vosek in med, potem pa je bilo treba ugotavljati, kakšna bo ta struktura, treba je bilo zadevo homogenizirati, da je masa bolj homogena, bolj enotna, poenotena, kako se to obnaša v ustih. Potem smo prišli do tega, da zadeva hitro izgubi okus, v bistvu niti ni tako zelo pomemben okus pri tem, ampak gre bolj za to, kako to vpliva na ustno votlino med žvečanjem kot takim, ampak okus je zelo pomemben, sploh za otroke. Mi si že damo nekako glavo, da to je v redu in pač to pojemo oziroma prežvečimo in delamo to 3 minute, če treba. Otroci pač so tisti najbolj strogi kritiki.
In za njih smo potem, sva midve skupaj, ugotavljali, kaj bi se dalo temu čigumiju dodati. In to je izgledalo tako, da sem prinesla s sabo voščene poklopce z medom, blender, da sva to miksali in dodajali različne okuse. To so bili od cimeta do ingverja, kardamoma, skušali sva dodati še neke začimbe, ki bi še dodatno in bolj blagodejno vplivali na ustno votlino, da je to še večja dezinfekcija, da se še hitreje absorbira in hkrati, da podaljša rok trajanja med žvečenjem tega okusa. Dodali smo kaj še brusnice, pa maline, pa rozine. Pri tem pa ne smemo pozabiti nekaj bistvenega. Nika ni naredila ene izmed zelo pogostih napak, ki jo ponavadi naredijo večja podjetja in ki lahko močno ogrozijo tudi njihov razvoj ali vsaj oslabijo njihove finance. In to je, da ni vlagala svojih sredstev v razvoj, brez da bi hkrati opravljala testiranje na trgu. Povej, kako so potekala ta testiranja glede okusov in glede samega feedbacka strani uporabnikov? Ja, šlo je dejansko nekako tako, da dala sem večjim znancem, prijateljem, družini za probati to zadevo. Jasno, kar sem pač imela svojih produktov, nisem jih pa kupovala, tako da res nisem šla v minus, ker pač niti nisem mogla, če bi šla, lahko bi verjetno šla, ampak feedback je bil pa pač različen, Zdaj otroci, tako kot sem rekla, všeč mi je bilo, dokler je bil okus, potem pa mu ne moreš več dopovedati, da je dober zanj in da naj za vendar vsem glih žveči. Ampak drugače strani odraslih oseb jim pa v bistvu ni bilo tako zelo pomembno, kako je zapakirana zadeva, ampak so dojeli bistvo, da je to dobro za zdravje, da je to neka dodatna zadeva, ki jo pravzaprav od čebel še najmanj poznamo. Tako zelo samoumevna je vosek, ampak še najmanj vemo, kaj z njo delati, oziroma kaj se še da poleg sveč z voskom narediti. In v bistvu, ja, bile so različna mnenja, veliko sem se naučila z njih in ljudje naročajo ta čigum. Pri samem razvoju si ugotovila, minimalno sprejemljivega produkta, medenega čigumija čubija, si ugotovila na podlagi testiranj, da obstaja kar precejšnje zanimanje, kaj ne? Ja. Glavne ovire so se pa pojavile pri čem? Pri surovini. Zato, ker surovine je v primerjavi z medom, medtem ko se med toči, če dobimo recimo 100 kg medu, je teh poklopcev mogoče za 10 kg in to ni neomejena količina. In tudi ni dostopna čez celo leto, ampak le poleti, kar pomeni, da bi jaz mogla samo poleti od čebelarstva do čebelarstva prositi za to vsebino oziroma jo odkupovati, če bi hotela zadevo na globalni trg spraviti. Plus tega, da se čebelarji zelo neradi v narekovajih znebijo te surovine, ker je zelo prikladna za delati recimo medico. In še to, da je zelo pomembno, s čim čebelarji tretiramo čebele, kar se tiče zdravljenja čebel, ker če se uporabljajo neka farmakološka sredstva, ki puščajo sledi v vosku, pač tega voska ne moramo uporabiti za čiščenje ustne votline. Lahko poveš, kje vse smo bili in s kom vse si se mrežila, da si prišla do raznih teh ugotovitev oziroma spoznanj? Ja, jaz sem majhen čebelar, jaz imam 20 čebeljih družin, zdaj tisti, s katerimi sem govorila in se informirala, so pa taki, ki jih imajo 100 in več, 300 čebeljih družin. In v bistvu začeli smo pri HACCP, pri tem, kako naj bi zadeva se, kakšni pogoji morajo biti zadoščeni za to, da se lahko proizvodnja tega sploh začne.
In smo se najprej skupno oglasili pri slaščičarni Jurček, zato da sem se seznanila, kako izgledajo prostori, ki so opremljeni po teh predpisih. To je bila kar zanimiva zadeva, ker vidiš kar naenkrat, kaj vse ti manjka, da nimaš prostora in da gre tukaj za neko veliko proizvodnjo, če hočeš, ker pač eden ne zmore zadostiti trgu, če bi šla tako zelo res na veliko v to. Ampak sem pač se seznanila z vsemi predpisi, tako da to je bila zelo pozitivna izkušnja in pač tudi Jure je bil pripravljen sodelovati in mi je čez cel njihov obrat, ki je v bistvu dosti podoben, glede na to, da gre za pripravo hrane, podoben temu, kar jaz rabim. Namen celotnega razvoja oziroma testiranja Nikine ideje je bil seveda, da še preden da svoj izdelek na trg, še preden ga ponudi, še preden se zakreditira in spusti v nekaj, kar ni rentabilno, da s pomočjo vitkih metod preverimo oziroma prihranimo vse tiste pasti, se izognemo vsem pastim in prihranimo vse tiste stroške ali negativne posledice. In bistven moment je bil seveda tako imenovano mreženje oziroma nabiranje izkušenj na terenu strani izkušnejših podjetnikov. Čisto drugače je, če iz prve roke podjetnik pove bodoči podjetnici, kaj se splača, kaj je potrebno paziti, kot pa če se ji samo, oziroma če ji samo razlagamo, oziroma če nekaj se samo iz mentoriranja oziroma seznanitve zakonodajo ali s pomočjo ostalih strokovnjakov seznanja z obveznostmi. Kaj pa si izvedela glede samih embalaž in glede ovir pri pakiranju oziroma zapakiranju medenega čebulja? Katera pomembna lekcija oziroma kaj pomembnega si izvedela? Pomembna lekcija, da je embalaža zelo pomemben del produkta, konec koncev oči kupujejo. In ni nepomembno, v kaj se zadeva zapakira. Hkrati pa so to zelo drage stvari. In če imaš dovolj finančnega zalogaja, da kupaš ekološko embalažo, potem mora biti to naklada par tisoč. Ali so to vrečke, ali so to kozarčki, ali so to različne embalaže, v glavnem žlice, konec koncev se da tudi na žlice lesene zadevo zapakirati, ampak pride to tako drago, da pa si človek ne more privoščiti, če nima nekega kredita v ozadju ali pa neke finančne podpore zelo velike. In ustavili se je pri tem. Hkrati pa si prišla do zelo, zelo pomembnega spoznanja. Zakaj bi nekaj zapakirali, če lahko to ponudiš v obliki oziroma kot dodatno storitev pri svoji zelo pomembni dejavnosti, to pa je seveda masaža. Ne gre tukaj samo za navadno masažo, ampak nekaj drugačnega, nekaj novega, nekaj posebnega, nekaj, kar zopet meni govori Nika. To je nekaj. Kakšna masaža je to? Lahko poveš nekaj o tem, ki jo izvajaš in kaj daš tistim svojim strankam na koncu, kaj je tista sladica, ki jim ponudiš? Čigumi. Medeni čigumi. Ena izmed takih terapevtskih metod je tudi tretiranje z medom oziroma masaža z medom. To je detoksifikacijska masaža organizma. Poteka samo po hrbtu. Zakaj? Zato, ker gre nekako za stimulacijo limfe, ki na hrbtu najbolj zastaja, ker tam nimamo bezgavk. In je to največji prostor, kjer ni bezgavk. In s pomočjo masaže z medom lahko spodbudimo delovanje limfe. Med v bistvu v tem kontekstu deluje kot nek medij, dvokomponenten, in sicer s pritiskom medu v kožo. Koža med absorbira in gre direktno v kri. Med ima v 85% isto sestavo kot krvna plazma in zaradi tega nas nahrani.
spodbudi delovanje notranjih organov, sprošča in pač medtem, ko potegnem ven tudi toksine in težke kovine izpod kože. Zato je ta masaža v bistvu zelo priporočljiva za neko čiščenje organizma. In v bistvu, ja, na koncu te masaže, čez celo masažo v bistvu poteka že tudi vdihavanje aerosolov, propolisa, cvetnega prahu in medu. Potem na koncu pa pač človek spije medeni napitek in pač dobi čigumi za domov oziroma za žvečet. Ja. Bistven prelomni trenutek, bi jaz rekla, po mojem mnenju, ni bil samo razvoj medenega čigumija čubija, ampak jaz mislim, da je bilo neko prav posebno rojstvo. Jaz bi lahko rekla rojstvo otroka, ampak ni ravno tako. Lahko bi rekla, ko je takrat pred menoj stala Nika Pengal, sedaj, če rečemo Nika Pengal, pomislimo na eno prav posebno ime. In to je? Gospodična Medična. Tako. Ena izmed bistvenih nalog in seveda tudi veliko truda smo vložili v to, je razvoj lastne blagovne znamke. Lahko poveš kaj več o tem, kako je prišlo, zakaj do imena in če lahko mogoče tudi malo predstaviš, poveš barve in tako naprej. Ja, Gospodična Medična se nam je utrnila ideja nama skupaj pravzaprav, ko smo razmišljali, kako naj bi se moja blagovna znamka imenovala. Jaz sem se na generatorju, na tem dogodku Štarta Domžale predstavila kot Be Healthy. Ampak mi to nekako ni bilo všeč, ker je bilo v angleščini in jaz imam zelo rada slovenski jezik in sem želela, da ostane to v slovenščini. In ta beseda, ki je prišla na dan, oziroma ta besedna zveza, mi je bila takoj všeč in sem jo takoj sprejela za svojo in sem se takoj tako počutila. Tako. Mislim, da je pomembno pri vsej stvari, da poudarimo, da Nika vse, kar počne zelo zavzeto z namenom, da je vseh svojih ravnanjih in vseh svojih početjih pristna. Ja. To se je pokazalo tudi pri samem oblikovanju imena in grafični podobi. Nika je vztrajala pri nečem, kar se je zdelo domače, kar je govorilo Nika. In to zmore le malo kateri mladi podjetnik. Nika lahko tudi pove, kako, seveda iz njenih, kakšni so bili njeni občutki, ampak mislim, Nika, da se lahko strinja z menoj, da kot mladi podjetnici si bila soočena s toliko informacijami naenkrat in dejansko si bila dostikrat v precepu, ali je tvoja odločitev pravilna ali ni. Ja. In le, če verjameš vase, lahko sprejmeš tisto odločitev, ki je... Ja, seveda. V bistvu šlo je za to, da z vseh strani so naenkrat začele kapljati ideje in neka sugeriranja, kako naj bi zdaj ta Gospodična Medična zgledala vizualno. Jaz sem si od nekdaj predstavljala nekaj takega butičnega, nežnega, tako kot tudi sem jaz. In se nikakor nisem mogla poenotiti z nekim testiranjem, ki smo ga vmes tudi pač naredili. Zadeva naj bi bila v angleščini Miss Honey Bee. Jaz se nikakor s tem nisem poenotila, nisem se mogla s tem strinjati in sem si mislila tudi, če zdaj to tujci razumejo, meni ni bistvo, da tujci razumejo, meni je bistvo, da Slovenci razumemo. Konec koncev, jaz medu tudi po mojem, da nikoli v življenju ne bom imela toliko, da bi ga svetovno prodajala, ampak bi rada ostala butična. In si mislim tudi, da tisti tujec, ki bo prišel kupiti moj med ali pa moje druge čebelje pridelke, da ga bo zanimalo, kaj to pomeni in bo zaradi tega to dodana vrednost in bo še rajš kupil to. Kot da bi pač mi jo zadevo prevedeno in si mislil, to je pa sigurno uvožen kitajski med. Mogoče za tisti, ki ne veste, ne samo, da je Nika pridno
se udeleževala mentoriranja in izpolnjevala večinoma vseh nalog, ki smo si jih zadali. Pa je Nika seveda morala skrbeti tudi za svoje čebele. Ja. Ker ravno poletni čas, ko se je vse intenzivno dogajalo in se seveda še dogaja, ravno ta poletni čas je kaj pomenil takrat zate? Ja, zame je bil to čas, ko sem ostajala ob 5-6 zjutraj in hodila spat ob 1 ponoči. In je to pomenilo, da preprosto na veliko mentoriranjih nisem mogla biti, oziroma biti zbrana, ker sem bila preprosto zmatrana. Ker moj čas, ki ga preživim od konca marca, recimo pa do konca septembra pri čebelah, ne more biti planiran, ker je to nekaj takega, kar se na dnevni bazi spreminja. Jaz, ko pridem k čebelam, vem, kaj bom tisti dan delala, ker mi one narekujejo delo. Ne morem ga jaz pravzaprav. Jaz vem, da grem tja, ampak kaj se bo pa tam dogajalo, pa vejo samo one. In ravno to je tisto, kar me navdihuje pravzaprav in zaradi česar čutim strast do tega dela. Ampak zna biti zadeva zelo naporna in preprosto, če me nekdo vpraša, kdaj pa prideš danes na kosilo, jaz tega ne morem povedati. Ker lahko bom v 3 urah konec naredila vse in bo potem sledilo samo še čiščenje mogoče in neki popravki, lahko pa se mi bo zgodilo, da pridem na teren in bo roj na drevesu in Bog pomagaj, ga bom lovila 4 ure. Nepredvidljivo zelo. Poleg dela s čebelami in razvoja lastne blagovne znamke, pa seveda tukaj pred nami stojijo kozarčki. Če lahko poveš kaj več. Ja, v teh kozarcih je med, različen med, različne vrste medu. Zdaj verjetno, kako se pride do različnih vrst medu, ne vas zanima. In zakaj je tvoj med drugačen od medu, ki ga kupimo, ki večinoma stoji recimo na policah mogoče večjih trgovin, ki je prepotoval veliko kilometrov? Že to. V čem se razlikuje? Kje imaš ti svoje čebele? Kakšen čebeljak imaš, če lahko kaj več o tem poveš? Ja, jaz nisem čisto normalen čebelar v kontekstu, da bi imela čebele pred hišo, da bi nabirale samo med, ki je v okolici mojega doma, ampak jih vozim po različnih pašah po Sloveniji, kar pomeni, da iščem. Moje delo je tudi to, da spremljam, kaj se dogaja v naravi, katere drevesa medijo, katere rastline cvetijo. In glede na to, kaj opazim, čebele premaknem s kontejnerjem. Jaz imam kontejner s čebelami in jih pač ravno zaradi tega lahko selim po celi Sloveniji in dosegam pač različne vrste medu. To pomeni, da recimo en mesec so moje čebele nabirale na jelovici smrekov in gozdni med, ko je to pač šlo v koncu, ko ni bilo več medenja, ko ni bilo več donosa medu, takrat sem čebele premaknila na recimo Kostanjevo pašo v Poljansko dolino oziroma visoko nad Škofjo Loko, da so tam nabirale še kostanj. Tako moram kar spremljati. Skrbno zbiraš najbolj neokrnjene kotičke naše ljube Slovenije. Tako, ja. Poleg medu pa imaš še katere izdelke? Ja, v bistvu imam vse čebelje pridelke, to je še cvetni prah, matični mleček, pri tem gre za zelo zahtevno pridobivanje, zelo počasno in ne loti se tega vsak čebelar, ker pač je zelo delikatna zadeva. Za rokovanje s tem shranjevanjem matičnega mlečka. Ja, jasno, še vosek. Apilarnil. To je zadeva, ki je v bistvu v Sloveniji dosti nepoznana. Gre pa za trotovske ličinke, stare do 6 dni in se uporabljajo v bistvu več ali manj za moške, ki imajo kakršnekoli težave s hormoni. Pri ženskah je recimo to matični mleček, ne? Pri moških je pa to apilarnil. In pa seveda čebele s svojim strupom, s pikanjem. Tudi to delam. Nika ni izjemna samo mogoče v svoji inovativnosti, ampak predvsem v strokovnosti. Tvoje
Tvoja izjemna lastnost je ta, da ne prodajaš izdelkov samih po sebi in tvoja dodana vrednost je predvsem v tem, v tvojem znanju, v tvoji strokovnosti, da znaš ljudem svetovati. Ja. Lahko kaj več o tem poveš? Ja, gre za to, da sem dokončala tečaj za apiterapeuta prve stopnje. Apiterapija, v bistvu, da najprej povem, kaj je. Apiterapija je veda, ki se ukvarja s čebelami in s čebeljimi pridelki v odnosu do človeka, kako, na kakšen način, v kakšnih odmerkih, za katero bolezen oziroma zdravstveno stanje se to uporablja. Ni vsak med za vse. Kostanjev med ni enak, kot je smrekov med, ni enak, kot je akacijev in tako naprej. Jaz v bistvu si za človeka lahko vzamem čas in mu svetujem, na kakšen način naj te pridelke uživa, da bo kar najbolj pripomoglo k njegovemu izboljšanju zdravstvenega stanja. Seznanila sem se tekom tega izobraževanja, zakaj so te stvari dobre, zakaj je recimo cvetni prah poseben, kako se ga jemlje, v kakšnih odmerkih. In ja, pri tem rabiš v bistvu čas, da človeku lahko razložiš. Hkrati nikakor ne zanemarjam uradne medicine. Zaradi tega, ker to so stvari, ki dodatno vplivajo že na nek tretma, ki ga ima človek s farmakološkimi sredstvi. Ampak vedno opozorim, da naj povejo moji klienti, da bojo še s tem si pomagali. Zato, ker se mi zdi, da je to tisto bistveno, da je v bistvu to komplementarna veja medicine, ni zdaj samo to in zanikanje uradne medicine, ampak da je zelo dobro, da sodelujemo. In to je pač tista dodana vrednost, no, ki se mi zdi, da je zelo pomembno. Jaz si lahko za človeka vzamem čas, si ga vzamem, se pogovorim z njim, kakšne so njegove prehranjevalne navade, kakšne težave ima, in potem na podlagi tega lahko svetujem o uporabi čebeljih pridelkov. Ko smo se pogovarjali pri pretresanju tvoje ideje in še takrat na delavnicah o dodani vrednosti, sedaj lahko rečemo, da je tvoja dodana vrednost predvsem v znanju, kaj ne? Ja. In v strokovnosti. Ja. Po tvojem mnenju, ali lahko poveš, kako pomembno je pravilno uživanje in pravilen način uživanja teh izdelkov? Lahko. Recimo med. Med je dveh vrst pravzaprav. Poznamo manin med, to so gozdni medovi, in poznamo nektarjev med, cvetlični med. Največja razlika med njima je to, kako je pritopljen. Manin med nabirajo čebele, tako da v bistvu izločke ušic in kaparjev, to so majcena, drobna bitja, ki pač ne plezajo po smrekah, no, ampak pač so na smrekah in v bistvu pijejo sokove teh rastlin. Oni potem izločajo neko snov, ki jo mi imenujemo mana, in to čebele potem ponovno predelajo in uskladiščijo in na ta način mi pridobimo gozdni med. Ta med je zelo, zelo bogat z minerali in ima drugačno, ne popolnoma, ampak ima drugačno sestavo, kot ima cvetlični med. Cvetlični med recimo je zelo dober za kožo, ker ga koža absorbira. Maninega medu koža ne absorbira. Zato je v bistvu zelo priporočljivo, da se uporablja med oralno, da se ga raztopi eno žlico medu v kozarcu mlačne vode, ne vroče, ne tople, mlačna voda oziroma mlačen čaj. Na ta način v bistvu med še največ od sebe da. Ne na kruhu s putrom, tako kot ga najrajši uživamo. Potem recimo, pri medu na rane, na opekline, za vse to je med. Da je Nika res kar prava strokovnjakinja na svojem področju, kaže tudi to, da je že dobila kar nekaj ponudb, da nudi svoje nasvete, strokovne nasvete glede uživanja medu oziroma lajšanja raznih tegob z medenimi izdelki, kaj ne? Ja.
Da se dotaknem zdaj še cvetnega prahu, recimo. Cvetni prah je, cvetni prah so pelodna zrna, v bistvu, ki jih čebele na cvetlični paši nabirajo in jih potem shranijo na svojih nogicah, in ko se vrnejo v panj, jih mi s takimi posebnimi napravami oziroma mrežami prestrežemo, da ta zrnca spustijo. Nekaj jih še vedno pride v panj in še vedno imajo one dovolj za sebe, ampak za nas je pa to pomembno, ker vsebuje zelo, zelo, zelo veliko beljakovin, ogljikovih hidratov, tudi maščobe, rudninske snovi, vitamine, recimo vitamine skupine B, provitamin A, vitamine D, K, C. To so take pomembne zadeve, v bistvu, ki jih človekov organizem na dnevni bazi potrebuje. Vsebuje tudi vse aminokisline, ki jih mi za cel dan uporabimo, tako da recimo 2 žlici cvetnega prahu ali pa neke mešanice, ki jo jaz pač na osebo zmešam posebej, če to potrebuje, v bistvu s temi 2 žlicami oseba dobi za tisti dan dovolj rudninskih snovi in mineralnih, ki jih potrebuje za optimalno delovanje. Cvetni prah blagodejno vpliva na presnovo, na prebavo, v bistvu zaradi estrogenih snovi, ki jih vsebuje, pomaga tudi zelo, zelo dobro pomaga pri težavah s prostato, tako da je priporočljiv za vse moške po 40. ali pa od 40. leta naprej, da to na dnevni bazi uživajo. Po 1 žlico za preventivo, super. Vendar pa natančno, bom rekla, recepturo oziroma način uživanja svetuješ šele ob osebni obravnavi. Ja, to je še najbolj pomembno, da se pač človeku posvetim, tako kot sem rekla, tako kot sem. Ni zanemarljivo, kaj človek je, na kakšen način, a gre mogoče za sladkornega bolnika in tako naprej, ne. Tudi sladkorni bolniki lahko uživajo čebelje pridelke, tudi med, a ne, ampak je treba vedeti, v kakšnih količinah, kateri med, in mora za to vedeti tudi osebni zdravnik, recimo. Ja, potrebne so določene mešanice, ja. Zdaj, ne vem, če gre za neke težave, recimo s prebavili, s kakšnimi kroničnimi vnetji prebavil ali za gastritis, čer na želodcu, je recimo propolis vrhunski za zdravljenje teh vrst tegob. Ampak spet, na kakšen način, v kakšnih odmerkih, a naj bo to propolis na alkoholni bazi ali na vodni osnovi, ne? Ali naj bo to v prahu. 1001 stvar. Zdaj je sezona prehladov. Kaj bi svetovala? Imaš en prav poseben izdelek? Ja. Moj tako čarobno ime, če lahko poveš. Ja, to je medeni zaklad. Medeni zaklad je v bistvu mešanica vsega tega, mešanica medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka in propolisa. Ta kombinacija je priporočljiva, da se jemlje enkrat na dan ali pa 2-krat na dan po 1 žlico, ampak ne takrat, ko je človek že bolan, ne. Mogoče je fajn začeti kakšen teden ali pa 14 dni prej, ali pa to mogoče čez celo zimo kar uživati. In moram reči, da s tistimi ljudmi, ki sem do zdaj sodelovala, da to uživajo, niso bolani. Tudi njihovi otroci niso bolani. Zato, ker se imunski sistem tako zelo dobro postavi, še predno pride do nekih zapletov, prehladov, da pač ni bojazni, da ne bi šel človek zelo z lahkoto čez. Če pa že zboli, pa to traja v primerjavi s tem, kar je bilo, bom rekla prej, pač imam izkušnje, ker so ljudje mi povedali, da so vsako leto celo zimo bolani, ampak zdaj, odkar to jemljajo, je ta prehlad ali pa neko slabo počutje traja mogoče 3 dni, prej so pa za 14 dni zboleli, ne. Tako se to pozna, da prej se človek postavi nazaj in manj časa je bolan. Kje te lahko dobijo ljudje? Kam te lahko pokličajo oziroma kje te lahko vidijo? Ja, moja spletna stran v bistvu je še v izdelavi. Dosegljiva sem pa na Facebook strani Gospodična Medična oziroma na osebnem profilu Nika Pengal.
Tamle na mizici so tudi vizitke, si jo lahko vsak vzame. Lahko zaupaš telefon, če ni skrivnost, kamor te lahko pokličejo. A kar številko? Zainteresirani. 041 266 358. Kje pa izvajaš te masaže? Te masaže in ta svetovanja izvajam pravzaprav v prostorih gospodarske zbornice, coworking, obrtne zbornice, v Domžalah. Generatorji in ostali spremljajočih prostorih. Ja, ker svojih prostorov žal še nimam. Tako da v bistvu generator mi je to omogočil, da sem dobila za nagrado mentoriranje. Zelo kvalitetno mentoriranje. Hkrati pa prostore, ki so prepotrebni za izvajanje moje dejavnosti, ker jih pač nimam te možnosti, da bi si doma ali pa kjerkoli postavila ali pa z neko vratolomno najemnino lahko delovala. Tako da zdaj delujem v vaših prostorih. Če lahko še zaupaš, kaj se ti je vse zgodilo v tem času, od zmage na generatorju do medijske prepoznavnosti, poklicali so te celo z strani ene verige večjih slovenskih hotelov oziroma večjega slovenskega hotela in ti ponudili sodelovanje. Če lahko to malce opišeš, mogoče na kratko. Ja, zgodilo se mi je več stvari, jasno. Ja, takoj, ko so se v Domžalah razvedele stvari, da sem čebelarka in da sem zmagala s medenim čegunjem, so se takoj oglasile 3 novinarke. Ena je bila iz Seol.net in v bistvu preko nje, ker je šlo to potem takoj na internet, so me še drugi našli. In na ta način v bistvu sem prišla tudi do objave svojega članka in do pač nasvetov, ki so bili objavljeni v reviji Pomagaj si sam od Zarje. Tam noter so bili objavljeni moji nasveti o uporabi, pač neki splošni uporabi čebeljih pridelkov. Potem so me pa našli iz ene verige hotelov, kako bi lahko mi sodelovali še na neki širši bazi, no? Da bi v bistvu moje pridelke oni odkupovali in pač jaz za njih delala. Ta zadeva se pač v končni fazi ni šla, zato ker sem jaz premajhna kot čebelar in tudi ne bi rada pravzaprav šla tako zelo v velike sfere. Jaz bi rada ostala butična, ker se mi zdi, da je to tista dodana vrednost, to je tisto, zaradi česar imam jaz še vedno lahko čas za ljudi. In pač vem, kaj prodajam, vem, kakšen je moj med, vem, kako so moje stvari pridelane. Čim pa enkrat prideš na tako velik trg, se pa že dogaja to, da je treba med segreti ali pa je treba cvetni prah sušiti, ni več sveže zmrznen takoj, ko je pobran, ampak morajo biti to zadeve prilagojene tistemu trgu v tistem trenutku, ki mora biti vedno vse na voljo. Čeprav v naravi ni tako. Jaz sem v bistvu zelo za naravo, z naravo in na ta način tudi svetujem uživanje čebeljih pridelkov. Tako da sem pač mogla to zadevo nekako odkloniti. Ampak prej si sprejela to odločitev, če se spomniš, kako je potekalo ta odločitev. Spomnim se, da ko si prišla k meni s tem vprašanjem, da so se lotili tega odgovora, ali bi se spustila v sodelovanje z njimi ali ne, po metodi vitkega inoviranja, kaj ne? Ja. In to je ena izmed zelo pomembnih metod, mogoče osvojenih veščin, ki ti sedaj pomagajo pri tvojih nadaljnjih odločitvah. Lahko mogoče kaj več poveš, kaj si ugotovila v konkretnem primeru, glede katere surovine lahko sama zagotoviš oziroma koga bi morala imeti s seboj, kaj je v zvezi s ceno in tako naprej. To so vse veščine, ki jih mogoče dolgoletni podjetniki nekako
premalo upoštevajo pri sprejemajo poslovnih odločitev. Ja, jaz sem kmalu prišla do tega, da jasno, mojih pridelkov ni dovolj, da bi zadostila neki verigi hotelov, ker tukaj gre za velika naročila, gre za tone medu. Jaz pa govorim o par 100 kilogramih medu na leto. Ugotovila sem, da bi se mogla povezati z večjimi čebelarji, da bi mogla zagotoviti te surovine praktično v neomejenih količinah. In da bi jaz v bistvu pri vsem tem imela nič od tega, v končni fazi niti moje ime se ne bi pojavilo v njihovem hotelu, ker oni bi radi potem imeli, da je to sicer moj med, da je kvaliteten, da je vse, ampak da je njihova nalepka gor. Niti nalepke ne bi bilo moje. In sem prišla do tega, da če moram že jaz odkupiti med od nekoga, da mora biti to zelo nizka cena in pod neko ceno slovenski čebelarji, tudi tisti največji, medu preprosto ne prodajajo. Da bi v končni fazi šlo verjetno za nek tuj med, naj bo to kitajski, naj bo to indijski, južnoameriški, ki ni tako zelo kvaliteten, kot si oni za svoj hotel predstavljajo. In pripravljeni so veliko manj plačati, kot bi pač si zadeva zaslužila. In jaz v bistvu bi bila tukaj ali v minusu ali pa na čisti nuli za veliko dela, ki se ga pa pač ne morem dodatno privoščiti, ker imam s svojimi čebelami in svojo dejavnostjo dovolj. Pri pretresanju te odločitve oziroma tega vprašanja, ali sodeluje z njim ali ne, si prišla, tvoj izplen je bil, da si še bolj vedela, kaj želiš in katera je tvoja pot, kaj ne? Ja, točno to. V bistvu moja prva misel je bila, wow, ravno jaz, ravno mene so našli, super, grem naprej, vse bom naredila zato, da bom lahko z njimi sodelovala, to je za renome, to je vse super in ne vem, pač nisem bila vzhičena nad vso to idejo. Potem sem pa z razmislekom in z nekimi dejstvi, ki sem jih potem številkami opredelila, videla, da to nisem več jaz, da bi šla preko sebe, da bi delala v nasprotju s svojimi vrednotami in normami in pa ne, da tega ne želim delati. Če nam lahko še na kratko poveš o projektu, za katerega se dogovarjamo, postavitvi čebelnjaka v prostorih oziroma na lokaciji, kjer je Obrtna zbornica Domžale. Ja, zakaj je to pomembno, zakaj je tvoja želja, da bi mogoče vsaka večja stavba imela svoj čebelnjak? Zakaj pomembna samooskrba, da malo več vprašanja? Ja, mislim, da je to kar ena taka zadeva, ker se nas vse zelo tiče. Sicer brez čebel je že nekako dokazano, da ni življenja in da se bo da se lahko življenje na Zemlji pravzaprav zelo hitro konča, ker to, kar se zadnja leta dogaja s čebelami, ko počasi odumirajo, se lahko sčasoma zgodi tudi človeku, če ne bo imel posluha za njih. Gre za opraševanje rastlin in na ta način lahko izgubimo kar veliko količino hrane. In pa druga stvar je pa preprosto, da bi radi imeli svoj med, da bi radi imeli svoje pridelke in zakaj ne bi čebelam dali priložnost in jih imeli praktično, kjer se le da. Čebele v mestih zelo dobro delujejo, to je tudi dokazano. Med, ki je pridobljen v mestu, je prav tako kvaliteten, kot je med recimo nekje izven mesta. Pravzaprav so področja v Sloveniji in v svetu, kjer je ekstenzivno kmetijstvo, pa čeprav gre za podeželje, je v bistvu precej slabše od mestnih središč, kjer čebele nabirajo cvetlični med po balkonih, po vrtičkih, po drevesih, če hočete. Vse to bi v bistvu bilo fajn za generator, za pač spodbujanje čebelarstva. Konec koncev čebela
konkretno kranjska sivka, pa še kakšna medonosna čebela v svetu, praktično brez čebelarjeve pomoči danes ne preživi več. In se mi zdi zelo pomembno, da na ta način ohranjamo to čebelarstvo kot ena izmed dediščin Slovenije in pač pomembnih kmetijskih dejavnosti, ki ni samo kmetijska, ampak ki se tiče zelo tudi urbanega življenja. Eden izmed tvojih ciljev je tudi ta, da si želiš prenašati svoje znanje na mlajše, na šolarje, na mladino, da jih želiš osveščati o pomenu samooskrbe, o mestnem čebelarstvu, čebelarjenju. Ali lahko tudi to o tem kaj več poveš? Ja, na ta način v bistvu z vzpostavitvijo majhnega čebelnjaka na tem mestu je ravno to omogočeno, da lahko pridejo šolske skupine, da lahko pridejo turisti, konec koncev, da se jim pokaže, kako se čebelari v slovenskih panjih, ki so specifični v svetu, drugačni smo od celega sveta. Mi imamo Ažo panje, po svetu imajo pa NR panje. Zdaj ne bomo šli v detajle, ampak je to ena izmed pomembnih dediščin slovenstva tudi. In na ta način, ko se bo vzpostavil ta mali čebelnjak, bo to vse možno. Bojo lahko potekale delavnice za otroke, oblekli se bojo v čebelarske uniforme in lahko opazovali, kaj je to, kdo je matica, kdo je trod, kdo je čebela delavka, kje je med, kje je zalega, in pač lahko bojo zraven, lahko bojo začutili to vibracijo čebel, lahko bojo vohali aerosole iz panja, ki blagodejno vplivajo na na dihala, na splošno počutje človeka in je to zelo pomembna zadeva. Na tem mestu bi jaz zaključila najin pogovor in dala priložnost, če ima mogoče kdo od gostov kakšno vprašanje, bo Nika z veseljem odgovorila. Vkolikor ni, ste vabljeni, da poskusite njen med, oziroma če imate kakršnakoli vprašanja, tako kot je rekla, da se obrnete na njeno Facebook stran Gospodična Medična ali si vzamete z mize kakšno njeno vizitko in v primeru težav ne odlašajte in jo kontaktirajte. Hvala. Hvala. Če ni nobenih vprašanj, potem se vam pa najlepše zahvaljujem. Hvala za obisk.